Marko Zidanšek, prvak Slovenske ljudske stranke, bo na letošnjih državnozborskih volitvah za vstop v parlament kandidiral v Šmarju pri Jelšah, torej na območju, ki poleg Šmarja pokriva še občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Čeprav Zidanšek trenutno dela in živi v Celju, pa je nekaj časa živel tudi v Šmarju pri Jelšah. Tam se je v nedeljo srečal s krajani v baru pri Tončki. Lokacija srečanja ni bila izbrana naključno. Marka Zidanška namreč na ta lokal ob šmarski železniški postaji vežejo posebni spomini. Moj rojstni kraj. Danes smo prav na lokaciji, kjer je imel moj oče tudi prvi gostinski lokal tukaj v Šmarju, na železniški postaji, kjer je zdaj bar Tončka. V bližnji soseščini je blok železnic, kjer smo živeli. Se pravi, od leta 68 do 73, ko sem se preselil v Celje, sem bil doma v Šmarju pri Jelšah. Tudi očeta se spomnejo Šmarčani, tako da Zidanškova familija nekako je zvezana z tudi kozjanskim Obsoteljem. V sproščenem vzdušju se je predsednik SLS-a pogovarjal s krajani in prijatelji. V svojem nagovoru je napovedal ponovno vrnitev stranke v državni zbor. Njihovi cilji so, kot pravi, povsem jasni. Predvsem želim, da bo enako kakovostno življenje tako v mestu kot na podeželju. Zato je tudi Slovenska ljudska stranka zagovornica slovenskega podeželja, tudi slovenskega kmeta, če hočete. In verjamem, da bomo v vseh teh lepih krajih vzpostavili tisto, kar mi jasno povemo, da Slovenija ni samo Ljubljana. Zidanška je podprl tudi nekdanji dolgoletni šmarski župan Jože Čakš, ki so mu domačini zaupali 5 mandatov vodenja občine. Marko Zidanšek je pravzaprav tudi Šmarčan. Jaz si svoje otroštvo preživel tukaj, njegov oče je imel tukaj lokal na tej železniški postaji in se tudi teh časov jaz spomnim, ker je bil pa moj oče tukaj prometnik in potem šef postaje in pravzaprav je to skupaj funkcioniralo. Tako da Marka imamo za našega sokrajana, našega domačina, drugače pa seveda vso njegovo delo, ki ga je upravljal kasneje in tudi sedaj zelo visoko cenim in verjamem, da bi bil izjemno dober poslanec, da bi znal narediti veliko za naše kraje in mu želim, da uspe. Slovenska ljudska stranka ima največ županov slovenskih občin. Njihov glas, namenjen predvsem lokalnemu okolju, pa kot pravijo, manjka v slovenskem parlamentu. Slovenska ljudska stranka si nadeja oziroma verjamemo, da bomo prišli nazaj v parlament, zato so vsakršni takšni dogodki in podobni seveda samo korak bližje ljudem, korak bližje temu, da jim povemo znova, da je Slovenska ljudska stranka tista, ki zagovarja človekove vrednote, tradicionalne vrednote nas, na katere smo že v današnjem času skoraj pozabili. V času, ko prevladuje denar, kapitalizem, samo neko pehanje za bogastvom, pozabimo pa, da smo dejansko ljudje na prvem mestu in ljudje tisti, ki se lahko dejansko drug na drugega obrnemo takrat, ko potrebujemo to. Zato smo tovrstnih dogodkov posebno veseli, ko se udeleži veliko število ljudi, ker potem ti dokazujejo, da smo mi na pravi poti in da so ti cilji, ki smo se jih zadali, tudi resnično dosegljivi. Marka Zidanška pri kandidaturi za poslanca državnega zbora podpira tudi njegova družina. Sicer pa bo v naslednjih dneh, do volitev sta le še slaba 2 tedna, obiskal tudi nekatere druge kraje na območju, kjer kandidira.